Lanski avgust je bil za marsikoga zelo žalosten mesec in kot potem vsi vedno pokroviteljsko pravijo, je vsaka stvar za nekaj dobra. Jaz se s tem ne strinjam vedno, ampak res pa je, da smo se pri tem nekaj naučili. Jaz recimo, kaj pomeni poplavljen avto? Ja, torej poplavljen avto v principu strani proizvajalcev dobimo neka tolmačenja, kdaj se vozilo tretira kot poplavljeno vozilo. In prihaja do zelo pomembnih razlik, recimo, če je poplavljeno vozilo z sladko, običajno vodo, torej navadno, deževno, jezersko vodo, ali pa z recimo umazano, slano vodo, poplavno vodo in podobno. Torej, na nek način obstajajo neki trije nivoji poplavljenosti in sicer prvi nivo pride recimo ravno tle nekje v nivoju praga, potem naslednji nivo pride že do nivoja tega vašega napisa oziroma nivoja sedežev. Torej, ta nivo predstavlja že resen zaplet. Običajno so to že kar visoki vložki, če želimo tako vozilo popraviti, je pa še popravljivo. Zdaj se ves čas pogovarjamo o sladki vodi, navadni vodi, jezero, reka in podobno. Ko pa preidemo ta nivo, pa tovarne načeloma pravijo, da vozilo ni več popravljivo. V vozilu vedno ostajajo neki rešeni deli, ki so nepoškodovani, ali pa se jih da sanirati. In potem kot take se lahko tudi potem stranka odloči, kaj s tem želi naprej narediti. Lahko stranka sama upravlja z tistimi rešenimi deli. Nudimo pa v Zavarovalnici Triglav tudi storitev za stranko, da smo potem kot posrednik damo vozilo na dražbo, kjer potem dobi stranka pač to, kot je nek ponudnik pripravljen za tisto razbitino, za tiste rešene dele plača. Odškodnino pa že dobi seveda tako, kakršno je bilo ocenjeno po cenitvi. Zdaj, ko je minilo nekaj časa po poplavah, smo že v tem vmesnem obdobju opozarjali na morebitne preprodaje potopljenih vozil in ne vidimo težav v smislu preprodaje dobrih, ohranjenih rezervnih delov pri potopljenih vozilih. Večjo težavo, na katero smo posebej opozarjali in izpostavljali, pa vidimo predvsem v tem, da se vozila dejansko odkupijo, preprodajo na raznih dražbah in potem v nadaljevanju zgolj očistijo, na nek način uredijo, prikrijejo sledi potopljenih predelov in jih ponujajo na trgu pod enakimi pogoji, kot je pač na trgu vsa ostala konkurenca. Mislim, dejstvo je, da je vsak na slabšem, ko se kaj takšnega zgodi, ampak zdaj vsaj veste, kaj se zgodi s tako poškodovanim vozilom v nepredvidenih dogodkih, ki jih je vse več. In eden izmed njih je bil tudi ta poplava avgustovska. Vsako dogajanje vpliva na prilagajanje naše premijske politike, predvsem takole ekstremno dogajanje, ki za sabo potegne ne samo zavarovalno izpostavljenost, ampak tudi izpostavljenost pozavarovalnic do tovrstnih tveganj. Ker se spremenijo tudi naše pogodbe, naši dogovori, seveda se to posledično tudi potem vpliva v cenovni politiki do končnega zavarovanca. Ta prispevek sem šel delati, ker smo dobili kup sporočil, kako noro so se podražile zavarovanje avtomobilov. Res so se, ampak niso samo poplave lani vplivale na cene zavarovanja avtomobilov, še več škode na vozilih je baje nastalo s točo in neurji. Zgodovinsko gledano je bilo baje lani celo največ odškodnin. Dejansko na steklih je največ poškodb seveda nastalo po neurju v Krškem in pa v Novi Gorici. Govorimo o par 10 tisoč vozil in seveda o par tisoč škodah na vozilih, kjer jim je poškodovalo ne samo karoserijo, ampak tudi stekla. Praviloma stranska in zadnja stekla se zmeraj sesujejo. Ja, problem je, da se da pri običajnih dogodkih, recimo kamenčkih, večino vetrobranskih stekel popraviti, v tem pa so bile poškodbe prevelike in so bile potrebne menjave. In če govorimo o tem, da dejansko v nekem normalnem mesecu pri Carglassu dosegamo tudi 35 do 40% delež popravil na vetrobranskih steklih, je bilo v letošnjih teh neurjih nekje 15 do 20%. Torej, to seveda na nek način pomeni, da je strošek sanacije, tako kot smo govorili, že lahko tudi od 5, 6, 7, 8 in celo 10-krat več kot sanacija z popravilom stekla. Problem lanskih škodnih dogodkov je bil v bistvu čas, v katerem so se pojavili. Vedno smo jih imeli v Sloveniji dejansko nekje pozno popoldne, ker smo se že dejansko vozniki in ljudje dejansko pripravljeni na to, da svoje premoženje zaščitimo na tak in drugačen način. Letos je to prišlo res zelo nenavadno in ob nenavadnem času. Ja, veliko voznikov je bilo še v službi ali na cesti in takrat je logično, da se dogaja poškodbe, ker se nimaš kam skrita, ne?
Kaj pa sicer, a slovenski vozniki pogosto zavarujemo še kaj več kot osnovno? Torej, zavarovanci se zavedajo tega tveganja naravnih nesreč, predvsem tukaj toče pri avtomobilskih zavarovanjih, zato je tudi delež tovrstnih zavarovanj nekje 50% vseh polic, ki jih imamo pri nas sklenjeno osnovno zavarovanje. Sklene se to na isti polici, poleg zavarovanja avtomobilske odgovornosti, torej osnovnega zavarovanja. Če stranka želi tudi kritje za naravne in elementarne nesreče, sklene B kombinacijo avtomobilskega kaska. B kombinacija je pri nas komercialno poimenovanje zavarovalnega produkta, ki vsebuje nabor vseh naravnih nevarnosti. Ja, lahko si zavarovan kot kočevski medved, pa boš še vedno lahko največ naredil sam s spremljanjem vremenskih napovedi, za sproti pa še z radarsko sliko padavin, da vidiš, če kakšna neurja prihaja k tebi. Narava se spreminja, klima tukaj prihaja do vedno večjih ekstremov v vremenskih pojavih. Na eni strani suše, na drugi strani toče, neurja. Tako da tukaj gre pričakovati tudi glede na naše simulacije in pa predvsem tukaj simulacije po zavarovatelju, ki imajo bistveno večje vzorce na voljo za simulacije, te trende samo še naprej v vedno večje ekstreme. Več kot očitno se bomo v prihodnje srečevali z vedno več ujmami oziroma nenadnimi škodnimi dogodki v obliki različnih neurij, da dejansko poskrbimo za zaščito svojega premoženja, ne samo vozila, ampak premoženja v celoti. In pa da, kadar je to možno, da vedno škodo najprej poskusimo popraviti, šele na to zamenjati. In s tem bomo na dolgi rok slovenski vozniki zagotovo povzročili, da bojo zavarovalne premije nižje. Tudi vpliv na okolje bo manjši, če bo šlo manj delov v smeti, ampak tiste pa že druga zgodba, ne? Tako kot klede, ne? Tega niso prinese poplave, ampak kar lepo ljudje, oziroma kar grdo ljudje. Tega res ne bom nikoli razumel. Pa kako so lahko ljudi take svije, no? Ne vem. Ne rečemo v Aziji pa Afriki, tam so pred mesti vedno gore smeti, ne? Da pa pri nas toliko tega, mi pa ne gre v račun. Ne vem, kak problem je vreči lepo plastenko v koš. Jaz še če gumija navržem na tla, vedno najdem neko kanto. Ja, ampak a veš, vsi bi imeli pa čisto. Seveda, da bi. Lej, da se vrnemo k vsebini. Še toliko potopljen avto se načeloma da v celoti popraviti, ne? Tu čez streho. Če si želiš takšen avto, je pa drugo vprašanje, tako da je treba biti res previden pri nakupu rabljenega. Veš, kaj pa meni zanimiva informacija? Da je bila od vseh poplavljenih vozil lani pri zavarovalnici Triglav v več kot 80% ocenjena popolna škoda, a.k.a. totalka, ne? Tako da teh avtov sploh ni malo. Ni, pa poplave niso samo v Sloveniji, tudi od drugod lahko pridejo takšni avti, tako da je mogoče fajn poslušati tudi tale nasvet, kako se zaščititi. Se pravi, predvsem imeti v mislih, da ukolikor gre za morebiti cenejše vozilo, ukolikor ni vse videti brezhibno, da se posvetujejo strokovnjakom, da vozilo predhodno pripeljejo k dobremu mehaniku v pregled, kajti nekdo, ki prodaja kvaliteten, zanesljiv avto, brez nekih skritih napak, s tem ne bo imel težave, da se vozilo predhodno pogleda. Verjetno bojo pa vsi tisti, ki pa hočejo kaj prikrivati, že ob takih trenutkih, da jih povprašamo, če vozilo sploh lahko pregledamo, zna zaskrbeti, kaj sledi. Preteklo je ravno nekje dobre pol leta do 9 mesecev po tistih katastrofalnih poplavah in bojimo se, da bo ravno v tem času na pomlad prišlo večje število takšnih vozil na trg.